Lepo pozdravljeni. Nekdanji predsednik uprave GEN-I Robert Golob je na novinarski konferenci v Ljubljani predstavil rezultate poslovanja družbe v preteklem letu. In čeprav je bila novinarska konferenca namenjena predstavitvi rezultatov, je dejal, da umika soglasje za člana uprave družbe in da se podaja v politiko. Leto 2021 je bilo za družbo GEN-I najuspešnejše. Presegli so za 3 milijarde evrov prihodkov, dobiček so povečali za 4-krat in je znašal 71 milijonov in v enem letu zaposlili 100 novih sodelavcev. Takih dobičkov si nismo niti sanjali upati o njih, ampak smo jih realizirali. Ampak kljub temu, da smo večino prihodkov ustvarjali v tujini, smo bili ves čas osredotočeni na slovenski domači trg. Povečali so število odjemalcev in zgradili več kot 3300 sončnih elektrarn v Sloveniji za gospodinjstva. V tem času smo podpisali za 80 megavatov pogodb, od tega v lanskem letu skoraj za 50 megavatov. Več zanimanja kot rezultati pa je požel umik soglasja za poslovodstvo. Golob je namreč dejal, da v naslednji upravi GEN-I-ja ne bo sedel. Eni bo rekel, da sem sprostil prostor, da se napetosti pomirijo, ampak te so utopisti, ker napetosti se seveda okoli firme ne bojo pomirile, samo zato, ker sem se jaz umaknil. Drugi, ki so malo bolj sanjači, mogoče taki kot jaz, bojo pa rekli, da sem se odločil, da grem novi veliki dogodivščini naproti. Na vprašanje, ali umik soglasja pomeni imenovanje nove uprave, kot si jo je zamislila GEN Energija, je odgovoril, da po 17. novembru, ko mu je potekal mandat predsednika uprave, nima nobenega pooblastila ne za odločanje o tem in ne za glasovanje. Moje osebno mnenje je, da se nihče v GEN-I-ju ne želi imeti politično nastavljene uprave. Zato, ker imamo dovolj izkušenj s politično nastavljenimi upravami iz drugih podjetij, kako se dokonča. Zagotovo ne z rezultati, kot smo jih kazali. In tega si nihče od zaposlenih ne želi. To sem prepričan. Že dobra 2 meseca teče tudi sodni postopek imenovanja uprave. Na okrožnem sodišču v Krškem je prva obravnava potekala v začetku januarja, za to sredo pa je napovedan drugi narok. Sodišče se bo zagotovo odločilo. Zakaj se še ni? Ja, dobro vprašanje. Mi smo dejansko pričakovali, da se bo odločilo v tednu ali 2. Nam je bila, tudi meni osebno je bila takrat, situacija jasna, da se mora odločiti tako hitro. Ampak ker se sodišče ni odločilo v rokih, ki smo jih pričakovali, smo se seveda morali kaj? Ja, v GEN-I-ju smo se morali samo organizirati. Morali smo najti način, kako delovati celo brez uprave. Golob je sicer napovedal vstop v politiko. Včlanil se je v stranko Zdaj in bo na sredinem kongresu kandidiral za njenega predsednika. Poglejmo še, kako Golob odgovarja na vprašanje, ali podpira izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne. Mi smo pripravili vizijo 2030, ki predvideva v resnici, kako izpeljati razogljičenje slovenske energetike do 2040. In v tem načrtu ima jedrska energija svoje mesto. Kar pomeni, kaže se jedrska energija kot tisti vir, ki bi lahko bil najbolj primeren za oskrbo industrije in razogljičenje prometa. Po drugi strani, to ni GEN-I-jeva strategija, da se razumemo, ukvarjanje z jedrsko energijo, kaže se, to kaže številke. Po drugi strani smo si v GEN-I-ju zastavili za cilj, da ta čas, ko se bodo drugi ukvarjali z iskanjem ustrezne ekonomike za jedrske naprave, bomo mi raje delali na soncu in na obnovljivih virih energije. Sam osebno verjamem, da je sonce najboljši, najčistejši in tudi iz poslovnega vidika najbolj primeren vir za našo državo. Nadaljujemo z ostalimi temami. V starem mestnem jedru Sevnice so porušili zapuščeno hišo, ki je bila na prodaj več let, zanjo pa ni bilo zanimanja. Občina, ki je bila zadnja leta njena lastnica, se je za ta korak odločila tudi zaradi izboljšanja prometne varnosti. Na križišču Florjanske ulice in Glavnega trga v Sevnici je ena naseljena hiša dlje časa kazila podobo mesta. Bila je dotrajana in zapuščena, zaradi vlage so bili zidovi in streha prepereli, zato so se na občini odločili za njeno rušitev. Ta objekt je bil dolgo časa na prodaj, nihče se ni zanimal, glede na stanje, da je nekako omejeval javno infrastrukturo, ga je odkupila občina v skladu s smernicami in soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine smo ga tudi porušili. Na tej razmeroma majhni površini ne bodo gradili. Bolj odprt prostor namreč pomeni večjo preglednost na križišču. Načrtujejo pa ureditev pločnika in zasaditve.
Ni pa to edini ukrep v starem mestnem jedru. Tudi v tem letu se ureja frizerski salon Krojc, ki bo nekako pomladi predan svojemu namenu kot turistično-zgodovinska znamenitost, in parkirišče, ki bo nekoliko odmaknjeno iz mestnega jedra, ki nekako ne bo podvrženo modri coni in bo namenjeno za nekako dolgotrajnejše parkiranje za tiste, ki prihajajo v mestno jedro za nekoliko dlje časa. Z omenjenimi ukrepi želijo ohraniti aktivno trško jedro. Sledi zgodba še ene propadajoče stavbe. Ta se nahaja na eni lepših lokacij Vidma. Gre za objekt nekdanjega Laboda. Že lani so s sklepom občinskega sveta v Krškem odločili, da si, tako kot v primeru Vipapa, zagotovijo predkupno pravico. Lahko bi bohe kaj natrdali. Te trgovine pa bilo kaj, no. Čisto zgradba, to bo, ne bo več dolg, ne. Propada čisto na lep način. Zdaj sem šel parkrat dol peš tudi mimo, jaz pravim, da je to velika sramota. Zdaj, čigava je, čigava ni, ne vem, tako da bi pa mogli to sigurno popucati, ker tam noter se zbira od raznih, bi rekel, živali, tistih, ne da nam govorim katerih, pa še mladina mislim, da gre včasih noter. Krčani že dalj časa opazujejo, kako stavba nekdanjega Laboda žalostno propada. Ta je še vedno pod okriljem stečajnega upravitelja, ki pa naj bi jo prodajal. Kakor smo seznanjeni, že bil en postopek prodaje, ki ga je pa sodišče zavrnilo, zaradi tega, ker je stavba še zmeraj pod hipoteko, kar je velika vsota, ne. Stavba Laboda stoji na enem lepših delov mesta, kjer je pravzaprav prostor, ki bi lahko služil različnim namenom, verjetno predvsem poslovnim namenom, vendar je sedaj težava zapleti z samim stečajem podjetja Labod. Mestna občina Krško se je v lanskem letu s sklepom občinskega sveta odločila, da si na teh objektih zagotovi predkupno pravico. Predvsem zato, da bi lahko začeli s pripravo tega območja za nek drug namen. Sama predkupna pravica ne pomeni, da je to že avtomatsko, smo ta prvi v vrsti za to, nakup, ampak je potrebno za to seveda imeti tudi denar in iti na dražbo, ko bo prišlo pač do nje, ko se bo stečajni upravitelj za to odločil. Kar se pa krške krajevne skupnosti tiče, seveda smo vse skozi na to temo razpravljamo, se pogovarjamo in dajemo predloge in sprašujemo, ker si želimo, da se čim prej ta zadeva uredi, ker je ta del Krškega dejansko, bi rekel, kar malo zapostavljen zaradi te stavbe, ki je trenutno takšno stanje, da ne kazi okolje, ne. Tako na občini kot krajevni skupnosti ostajata želja in volja, da se ta del mesta uredi, a je zato najprej potrebno izpeljati postopek prodaje, ki pa je odvisen od stečajnega upravitelja. Tudi to zimo je drsališče v starem delu Krškega dobrodošla popestritev za vse ljubitelje te vrste rekreacije. Redno ga obiskujejo tudi učenci osnovne šole Jurija Dalmatina v okviru razširjenega programa. Pridružili smo se jim prejšnji teden, ko je bila zaradi vremena udeležba nekoliko skromnejša, a zato nič manj zabavna. Drsališče v starem mestnem jedru je zadnjih nekaj let atraktivno zbirališče otrok in mladine. Ob našem obisku smo srečali učence osnovne šole Jurija Dalmatina. Manjše skupine ni zmotil niti dež. Tukaj smo samo oni, danes smo tisti, ki nismo iz sladkorja narejeni, ker ostali so že vsi šli domov, mi smo pa šli, čeprav dežuje. Meni je iskreno najbolj tako, ko je dež, pa pač ko smo nas je manj, ker je tudi bolj gladki led. Na osnovni šoli Jurija Dalmatina drsališče v Krškem vsako leto izkoristijo za popestritev svojega programa in letos ni bilo nič drugače. Zato, ker sem hodila že lani, pa mi je bilo ful všeč, pa sem se potem še letos odločila, pa učiteljica je tudi ful v redu. Zaradi tega, ker že velikokrat pridem med tednom sem drsati, pa se hočem še tako veliko bolj učiti. Drugače se pa tudi še sama kaj naučim, pa ne glih, ko nas Helena nauči. Pa prijavila sem se tudi zato, ker je prijazna učiteljica, pa nas zna veliko naučiti. To, da imamo v Krškem naravni let, no, to je velika pridobitev zdaj teh 3 let. Dvakrat na teden po šoli pridemo, tukaj s kombijem, pa danes jih je zelo malo, drugače pa tam do 16 učencev naenkrat drsa lahko, ne.
Obisk drsališča je za otroke in mladino posebno doživetje, čemur pritrjuje tudi Iva, ki se je tokrat skupini pridružila prvič. Zato, ker sem vsak četrtek pozabila drsalke in pa nisem mogla jeti. Kaj ti je pa najbolj všeč pri drsanju? Da gre zelo hiter. Ko hiter drsamo, pa kaj v paru drsamo. Poleg drsanja, ki ga izvajajo v okviru razširjenega programa, imajo krški osnovnošolci na drsališču tudi zimske športne dneve. V kristalni krogli se skriva mesto Krško, kdo pa ga drži v dlaneh. In pod čigavo kapuco se skriva grad Reichenburg. Moja pravljična dežela je naslov razstave ilustracij Mateje Gačnik-Miklavž, v katerih prepleta slovenske znamenitosti s svojo domišljijo. Moja pravljična dežela je preplet domišljije in realnosti. Je tudi prva samostojna razstava ilustracij Mateje Gačnik-Miklavž, ideja zanjo pa je prišla iz dela, ki ga je poslala na Extempore Bled in za katerega je prejela nagrado Melite Vovk za ilustracijo na papirju. Tam sem v bistvu uprizorila Bled na dežniku, pod katerim pada dež. Okrog dežnika pa je ovita srajčka Jurija Murija iz Afrike. To zamisel je želela še nekoliko nadgraditi in porodila se je ideja o ilustraciji še nekaterih slovenskih značilnosti, ki jim je dodala svojo domišljijsko noto. Meni je v bistvu nekako najbolj eno izmed ljubših je maska kurenta, na katerem je mesto Ptuj, pa potem galerija Božidarja Jakca, ki pluje na splavu in v bistvu me spominja na otroštvo, na Kostanjeviško noč, ki je zdaj tudi že nekaj časa ni bilo. Nekateri motivi, ki jih avtorica upodablja v svojih delih, so pravzaprav lepi spomini iz otroštva, drugi pa spet preproste asociacije, kot denimo Piran in Soline. Za razstavo je nastala tudi istoimenska pravljica, ki so jo napisali Darja Dobršek in Marjetka Uršič. In v bistvu je namen, da bi to pravljico nekako še podaljšali in da bi ustvarili skupaj neko knjigico, njune zgodbe in mojih ilustracij. Dobrškova in Uršičeva sta tako kot avtorica razstave članici Kulturno-umetniškega društva Liber, zato so odprtje razstave popestrili z branjem posameznih odlomkov iz omenjenega dela. Razstava Mateje Gačnik-Miklavž je sicer prvi letošnji društveni dogodek. Leto je še zelo mlado. Upam, da bodo popki, ki so že napeti, da ne bo prehitro zbrstelo, ampak pri našem društvu je to že so prvi brsti. Ta dela Matejina, ta razstava ilustracij, risb, izjemno dobro, lepo sodelovanje z literati. Mislim, da smo dobro začeli, vsaj veseli smo tega in upamo, da bo tudi za kulturo kaj boljših časov, čeprav vseeno vztrajamo, ne glede na vse težave in pogoje, ki jih moramo upoštevati. Razstava je v Krški dvorani v parku na ogled do 21. februarja. Za konec pa še na splet. Poglejmo najbolj brane novice prejšnjega tedna na portalu eposavje.com. Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za vašo pozornost in nasvidenje prihodnji torek.